V mestni občini Maribor je tako prebivalcem kot tudi obiskovalcem mesta na voljo kar nekaj brezžičnih, brezplačnih dostopnih točk do interneta, ki predvsem tujim obiskovalcem predstavljajo poceni vez s svetom. Glede na to, da je to dobrina 21. stoletja, v Mariboru še zdaleč ni dovolj pokrito z brezplačnim, brezžičnim omrežjem. Jaz mislim, da bi se mlajše in tako tudi kot srednja in pa starejša generacija želela več te pokritosti, kajti razširjenost telekomunikacijskih naprav je vedno večja, se pravi, vedno več ljudi uporablja internet in zato je tudi dostopnost do njega pomembna stvar. Se turisti pogosto obračajo na turistično-informacijski center za pomoč glede javnih dostopnih točk? Trenutno ni še tega povpraševanja, ampak zdaj se še tudi ni sezona prava začela. Seveda pa, ko pride poletna sezona in večji obisk turistov, takrat pa tudi povpraševanje po teh wireless točkah, kjer imajo turisti dostop do interneta. Komu pa je v prvi vrsti namenjena ta brezžični dostop, domačim uporabnikom ali tujcem? Jaz mislim, da je v prvi vrsti to namenjeno predvsem domačim uporabnikom, kajti tukaj so ti največ časa, je pa seveda zelo dobrodošlo in tujci se zagotovo razveselijo, če pridejo v naše mesto, se usedejo na eni lepi lokaciji, si prižgejo internet in ugotovijo, da imajo brezplačen dostop. Kolikor mi je znano, v mestu teh nekaj brezžičnih omrežij že obstaja in sicer eno ima mestna občina Maribor, eno imamo tukaj v Kibli brezplačno omrežje, so pa tudi nekatere osnovne šole ali pa tudi drugi zavodi, ki pa imajo tudi brezplačna omrežja. Težava se pa pojavlja v tem, da ta omrežja niso organizirana oziroma povezana med sabo. Jaz sem prepričan, če bi ta omrežja povezali med seboj, bi lahko prebivalci imeli brezplačen internet, tako kot je to običaj v nekaterih drugih evropskih mestih. Tudi Večer ima brezžično omrežje, s katerim pokriva trg Leona Štuklja. Morda pa se bo število javnih dostopnih točk povečalo do EPK 2012.